No. Živijo, sva Davor in Andraž iz Svitek TV in smo končno tukaj na najnemu 50. videu. Ja, ker fleten mejnik, so ful vesela, hitro sva ga dosegla v bistvu. Ja. Za ta mejnik se pa pripravlja največji in najbolj zahteven video do zdaj, no vsaj logistično zahteven. Ja, res. Mal drugačen video je tudi kot ostali, ker ste vi veliko pomagali z glasovanjem na teh slikah. Video, ki sva ga v bistvu želela posneti že odkar sva aprila odprla ta kanal, to je Blind Smartphone Camera Test oziroma test kamer na slepo. Ne vem, če ta prevod ta prav, ampak zaenkrat je okej. Preden pa nadaljujemo, verjetno bo malo daljši video, se oproščava, bo spodaj tudi označeno, kdaj je kaj povedano, ampak morava res vse povedati. Pa prosila bi vas, če polajkate tale video, ker sva res ful potrudila za njega, sploh Davor, in se naročite na najin YouTube kanal, to bi bilo res spektakularno. Sledite nama pa lahko tudi na različnih socialnih omrežjih, kot so Instagram, Facebook, Twitter in TikTok. No? Come on, everybody, how about a little excitement? Pravic povedan, sploh ne morem verjeti, da sva tukaj, da snimava to analizo rezultatov teh slik, ker je bil to res izjemen logističen zalogaj. Planiranje za ta video je trajalo par tednov. Ja. Mislim, treba je bilo pač 16 različnih telefonov spraviti na isto lokacijo ob isti uri. Hvala vsem 15 ljudem, ki ste pomagali, ta 16. telefon je bil moj in sem imela res neverjetno srečo z nama, je to sploh rad, tako da res še enkrat vsem ful hvala. Če bi en mesec nazaj mi kdo rekel, da bova tole zdaj snimala, ne bi verjel. Ta koncept videa sva drugače povzela po enem izmed največjih in najbolj znanih tech youtuberjev ta moment, Marques Brownlee, oziroma bolje poznan kot MKBHD. On to dela sicer že od leta 2018, in nama je bilo to toliko zabavno in všeč, sploh Davorju, da sva ga probala posnemati. In torej, zakaj se je vse skupaj tukaj sploh šlo? Koncept tega videa je, da se izbere 16 različnih telefonov iz različnih cenovnih kategorij, torej budget, midrange in flagship telefone, pa se primerja njihove kamere. Razvrščeni so po turnirskem sistemu oziroma v brekete in vse skupaj poteka v 4 rundah na izpadanje, vi pa glasujete, kateri je zmagal, na koncu pa se izbere najboljša kamera od vseh teh 16. Na tem mestu lahko še poveva in pomiriva vse vas, ki ste rekli, da ni fair, da na tak način izbirava najboljšo kamero za leto 2020. Res je. In da se strinjava, ta eksperiment ni bil delan z namenom izbrati najboljšo kamero, ampak je vse bolj na zabavo, ker je to veliko premalo znanstveno. Let me explain. Če bi hotela to bolj znanstveno narediti, bi mogla narediti slike še bolj detaljne, 100% enake kadre in res dobro fiksiranim stojalom, da ne bi bili kadri različni. Ja, ampak ta eksperiment je bil narejen bolj nekako z namenom, da vidva, kaj ljudem pomembno na fotkah, ker so slikane s telefoni. Torej, če vidijo samo sliko in nimajo drugih informacij v njej, niti to, s katerim telefonom je bila ta slika konkretno posneta. Tako lahko tudi recimo nek telefon za 300 evrov premaga telefon, ki je vreden več kot 1300 evrov. In glej ga zlomka, tudi taka presenečenja so se dejansko zgodila. No, drugače sva probala izbrati telefone, ki so v letu 2020 prišli na trg, oziroma so bili pomembni / dobro prodajani na slovenskem trgu. Tako da imela sva vmes sicer tudi 2 telefona, ki sta bila izdana leta 2019, ampak sta bila med bolj popularnimi, bolj prodajanimi telefoni lansko leto zaradi različnih razlogov. Ne bova rekla, da je izbor telefonov perfekten. Ni, ker je bilo precej sprememb tudi v zadnjih dneh pred samim snimanjem, zaradi različnih okoliščin. Niso odvisna sama od sebe. Ja, in razpoložljivosti, predvsem razpoložljivosti telefonov, ampak sva kar zadovoljna. Pač sva mogla malo prilagoditi izbor za najine zmožnosti, pa je bilo glih tako vse okej. No, ko sva pa začela razmišljati tudi o tem, kaj lahko vse vpliva na rezultate tega tekmovanja, sva ugotovila, da med drugim lahko vplivava na nje tudi midva s svojim prepričanjem o teh različnih telefonih, ki so bili izbrani za ta test. Tako da so se odločila, da vse telefone dava in razdeliva po turnirskem sistemu z orodjem za naključno izbiranje. Prav tako sva z istim orodjem za naključno izbiranje izbrala, v kateri rundi sva uporabila določeno sliko. Da še na to nekako nisem mogla imeti vpliva. Vse fotke so bile narejene brez tega, da sva na ekranu pritisnila in izbrala fokus slike, ker naj bi po raziskavah večina ljudi pač tako tudi slikala.
Tako da, kar je telefon sfokusiral, je sfokusiral. Pika. V bistvu so probala narediti čim bolj povprečne fotke, tako kot bi jih nekak povprečen uporabnik naredil, z nekimi kontrolnimi podrobnostmi, da lažje narediva to analizo. Za konec voda dodajva še to, da je bilo glasovanje dostopno na najnih storijih na Facebooku pa na Instagramu na najnjem profilu. Prav tako so objavila enako sliko na privatne profile na Instagramu pa na Facebooku, zato da je bil čim večji vzorec tistih ljudi, ki so lahko glasovali, da so rezultati čim bolj legit. Z odzivom so bila super zadovoljna, se je bilo v vsaki rundi več kot 165 Tudi nad 200. Ja. Upava, da bo to v prihodnosti še več, če še kdaj to sprava delati, ampak za začetek so kar zadovoljni. Res je. Cool. No, zdaj pa po moje, da je cajt, da greva kar na povzetek rezultatov. Andraž, a boš kar začel? Pa dajmo. Tukaj imate zdaj razpored telefonov v prvi rundi. Par sekund vam bova dala, da tudi sami nekako probate izbrati zmagovalce in predvideti, kako se bo razpletlo. Magari pauzirajte, če vam bo premalo, svojega zmagovalca v tem trenutku lahko zapišete v komentar. Okay. No, gremo. V prvi rundi sva za primerjavo med telefoni uporabila tole sliko. Njo sva hotela testirati, koliko je pomemben dinamični razpon na slike, torej koliko je pomembna recimo ostrina oblakov na sliki in svetlost senc, prav tako koliko je važna temperatura slike in pa svetlost barv. Že v prvem dvoboju se je zgodilo veliko presenečenje in je iPhone 11 z 79% premagal Huawei P40 Pro, ki je imel samo 21% glasov. Zelo presenetljiv rezultat, mogoče je to zato, ker je Huawei slika bolj hladna in ima več modrih tonov nekako, pa zato zgleda malo bolj temna mogoče. In v drugem dvoboju je OnePlus 8 z 54% premagal Samsung A71, ki je imel 46%. To je presenetljivo majhna razlika, glede na to, da je 8K flagship. Mogoče so odločile malo bolj tople barve in pa čudno razmerje, ki ga ima ta slika in so bile zaradi tega razmerja malo bolj tople, malo bolj svetle barve videti. Ja, v tretjem dvoboju je iPhone 12 Pro Max brez večjih težav z 62% premagal Realme 7 Pro. iPhone-ova slika je bolj izostrena, sploh v oblakih, kot lahko vidite, z večjim dinamičnim razponom in tudi bolj toplimi barvami na steklu od knjižnice. Sledi dvoboj Note telefonov in tukaj se je zgodilo eno presenečenje. Xiaomi Note 9, telefon vreden 200 evrov, je zelo presenetljivo z 55% premagal 1300 evrov vredno pošast telefon imenovan Samsung Note 20 Ultra. To je bilo sigurno največje presenečenje prve runde, kot sem že rekel. Xiaomiova slika ima manj dinamičnega razpona, sploh v oblakih, ki so manj ostri, sploh levo zgori, kot pogledate na sliki lahko, ampak ravno zaradi tega deluje bolj svetla, sploh rjava na fasadi od knjižnice je tudi bolj svetla in je verjetno to pomagalo, da je tukaj telefon zmagal. V petem dvoboju je iPhone 12 oziroma 12 Pro, ker sta kameri tako podobni, kamera s presenetljivo majhno razliko premagala Poco X3 NFC. iPhone je imel 53%, Poco pa 47%. Verjetno je bilo spet blizu, ker Poco nima dobro ostrenih oblakov in zato zgleda slika svetlejša, ampak še vsem je izgubil. Naslednji dvoboj je daleč najbolj enostranski od vseh. Samsung A51 je brez težav z 91% premagal Huawei Nova 5T. Tukaj je pač Nova 5T kar malo razočaral, glede na to, da ima dobro kamero in tudi dober procesor. Vidite, da je na koncu zelo temna slika izpadla, tako da je res razočaranje. Zgleda tudi, kot da kader ni čisto isti, ampak več o tem bo tudi kasneje na koncu videa povedala. Ja, v dvoboju Lite modelov je zmagal Huawei P40 Lite, ki je imel 58% proti 42% od Samsunga S10 Lite. Mogoče spet, oblaki pri Huaweiu niso tako ostri, ampak je pa slika svetlejša in tudi bolj svetlo je izteklo na sami knjižnici. Verjetno je to nekako pripomoglo k zmagi. Zadnji dvoboj prve runde se je končal z dosti prepričljivo zmago Samsunga S20 Plus, ki je s 77% premagal iPhone SE 2020. Samsungova slika je bolj topla, pa svetla, kar je verjetno tudi razlog za to zmago. Ko pogledamo trenutno stanje v bracketu, komot lahko rečemo, da je bilo kar nekaj presenečen in sigurno noben nima več vseh pravilnih izbir že po prvi rundi. Če pa kdo reče, da ima,
pa siguren laže. Tako da ne lažite, ok? Don't you lie to me. V drugi rundi sva s to fotko želela testirati autofokus telefonov, ker pač nisva sama s prstom fokusirala in sva hotela videti, če je to bolj pomembno, kakor pa nasličenost in pa svetlost slike. Ta runda se je začela z dvobojem med iPhonom 11 in OnePlusom 8, kjer je iPhone zmagal s 63%, čeprav je na OnePlusu 8, ki je čevelj bolj svetlo rdeč, ni v fokusu in je verjetno tudi poleg te čudne resolucije na OnePlus 8, ki sva že omenila, to razlog, da je pomagal iPhonu do zmage. V naslednjem dvoboju je Xiaomi Note 9 nadaljeval svoj neverjetno presenetljiv pohod proti vrhu, se je s kar 78% premagal premijskega iPhone 12 Pro Maxa. Ja. Še veliko večja razlika kot v prejšnji rundi proti Samsungu. Ne vem, kaj se dogaja. Ja, tukaj je bil fokus pri obeh dober, to je treba poudariti. Pri iPhonu mogoče lepše zamegljeno ozadje, ampak je slika na Xiaomiju bolj svetla in čevelj je bolj živo rdeč. V tretjem dvoboju četrtfinala je brez težav zmagal iPhone 12, iPhone 12 Pro Max, ista kamera v bistvu z 68% in je premagal Samsung A51. Fokus je bil tukaj na iPhonu boljši in je tukaj tudi verjetno ni težko videti, zakaj je iPhone zmagal. Zadnji dvoboj v tej rundi je bil najtesnejši od vseh. Do konca nisem vedela, kdo bo zmagal. Na koncu je s 50,8% zmagal Samsung S20 Plus proti Huawei P40 Lite, ki je imel 49,2%. Razlika na koncu so bili samo 3 glasovi, kar je zanimivo, ker so bili sliki res čist drugačni. Samsungova je veliko bolj svetla, z bolj nasičenimi barvami. Kader je tudi malo drugačen in lahko je vplival na zmago, čeprav ima Huawei bolj vidno zamegljeno ozadje. Ja. Ampak recimo nebo je ful čudno sprocesirano. Verjetno je nasičenost in svetlost tukaj Samsungu pomagala, da je zmagal. Če spet pogledamo bracket, spet je bilo veliko presenečenje in sicer ta neverjeten pohod Xiaomija Note 9, res je presenetljivo, kaj ta telefon za 200 € dela oziroma katere telefone je do zdaj premagal. V tretji rundi so uporabila tole sliko, kjer smo želela testirati, če je bolj važen razpon in nasičenost barv ali pa to, koliko se vidijo podrobnosti, kot so definicija lupine na limoni in če je izostren plamen na sami sveči tam levo zgori. Prvi dvoboj je spet dobil neverjetni. To je po moje lahko zdaj že rečemo. Ne? Neverjetni Xiaomi Note 9, ki je v tej rundi dobil 55% glasov in premagal iPhone 11. Verjetno je zmagal, ker so barve bolj nasičene, čeprav niti plamen na sveči nekako ni izostren, niti lupina na limoni ni definirana. So pa bolj svetle barve in tople, kot recimo pri iPhone 11, kjer se tudi vidi več detajlov na sami snežni krogli. Drugi dvoboj je dobil Samsung S20 Plus, ki je dobil 69% glasov in je očitno z lahkoto opravil z iPhone 12 oziroma 12 Pro kamero, podobno kot pri Xiaomijovi sliki prejle. Se je pri Samsungu vidi manj podrobnosti, ampak je slika svetlejša in z bolj izstopajočimi barvami. No tako, zdaj smo končno prišli do velikega finala, ki je bil za najnu čist nepričakovan. Zdaj ste se verjetno vsi že zmotili pri napovedi, vključno z nama, sigurno tudi midva nista pričakovala tega. No. Ja. Wow. No, s to zadnjo sliko sva spet testirala dinamični razpon in pa tudi manj nasičenosti pa temperature barv. Preden pa razglasiva, kateri telefon je zmagal, prosva, da se naročite na najin kanal. Ful sva se potrudila za tale video, res je bilo veliko dela. Ful nama pomaga, če se naročite in polajkate ta video. No, gremo naprej. Zdaj smo prišli do trenutka, kjer razglasiva zmagovalca za najboljšo kamero, oziroma bolje rečeno, kamero z najbolj všečnimi slikami. Ta naziv gre Samsungu S20 Plus, ki mu je končno ratal premagati Xiaomija Note 9. Končno, ki je do finala vedno znova presenečil. Tako da, Davor, tvoj telefon, bravo. Niso priredili rezultatov. Nisla. Samsung je dobil 66% glasov in Xiaomiju pokazal, da vseeno more pa le obstajati malo razlike med telefoni za okoli 1000 € in pa telefoni za okoli 200 €. Čudem bi bilo, če ne bi. Tukaj je verjetno najbolj odločila svetlost slike in pa čistost barv, ker Xiaomijeva mogoče deluje malo bolj temna in recimo za izpostaviti je to, da nama tudi recimo na sliki izgleda, kot da je sneg malo preveč rumenkast in je na Samsungovi sliki bolj realno, bolj bel.
No, to je to. Končno sva prišla do konca in telefon z najbolj všečno kamero leta 2020, po vašem izboru je Samsung S20 Plus, tako da Davor, dobro si kupil. Nekakšen kratek povzetek je lahko tak, da večinoma so ljudje očitno pri glasovanju izbirali bolj svetlo sliko in ponavadi tudi tako, ki je imela bolj nasičene, Ja, res je. bolj močne in tople barve. To se sploh vidi na tisti sliki iz tretje runde, če se spomnite, kot sva vam že tam povedala. Podrobnosti oziroma s tem povezan dinamični razpon pa večinoma ni bil vedno tako zelo pomemben. Ne, na rezultat je verjetno vplivalo tudi več stvari, recimo sreča pri tem, kera fotka se je srečala v dvoboju s kero drugo, ali pa recimo tudi človeška napaka v smislu to, da kadri niso bili 100% enaki, tudi pač midva se mogoče kaj premakana pa vplivala na to. Valjda. Prav tako pa nima vsak telefon kamere z povsem identičnim vidnim kotom, kar je povzročilo, da kakšni kadri, ki že tako niso bili čisto 100% enaki, še malo bolj drugače delujejo od ostalih. Lahko so vplivali tudi pri glasovanju, recimo nastavitve ekrana in barve na ekranu od uporabnikov, ki so glasovali, pa so bile drugačne spet barve. Največ pa je seveda vplivalo subjektivno mnenje vseh tistih, ki so glasovali. Valjda. Kot neko splošno dejstvo ne bi sicer veljalo, da so fotke na Android telefonih bolj tople, nasičene in svetle. To se je pri najnem eksperimentu izkazalo, da ni bilo zmer tako, ampak na koncu sta vseeno do finala prišla Xiaomi in Samsung, ki sta načeloma znana po takih V veliki večini je bilo, pa na koncu pa ne pri vseh. Tako. Daleč so pa prišli tudi iPhoni, ki imajo ponovadi bolj hladne, realne barve s kakšno podrobnostjo več, ampak slike na prvi pogled niso tako všečne. Ja, recimo pri NKBHD-ovih videih iPhoni sploh še nikoli niso prišli iz prve runde. Pri naju so pa prišli do polfinala, mogoče je lahko razlog tudi v tem, da med glasujočimi, da je bilo očitno veliko lahko lastnikov iPhonov, ki so na take iPhonovske slike bolj navajeni. Je pa dejstvo, da kjerkoli telefon danes kupite, ne morete prav dosti zgrešiti, Ne. ker so objektivi na vseh telefonih že tako dobri, da ni zares ful ogromne razlike med temi slikami. So med njimi skoraj vse fotke, razen tega, kar so omenila do zdaj, med sabo zelo dosti podobne, kot je tudi veliko vas to nama povedali. To pa hkrati tudi pomeni, da lahko že za 200 evrov kupite telefon z všečno kamero, Ja. kar so potrdili tudi najni rezultati. In mislim, da so s tem nekako povedala bistvo najnega testa. Kot sva rekla, to ni perfektna metoda za izbiranje top kamere, ampak bolj zabavna metoda z malo znanosti tukaj na koncu, ko mi dva delava analizo rezultatov. Ker to prvič delava, so bile siguren v tem videu tudi kakšne napake in pri delanju fotk, in pri snemanju, in pri analizi, ampak po mojem smo vseeno dosti zadovoljni z rezultatom. No. Okay, bye. No, drugače bi pa lahko šla še veliko bolj v podrobnosti, valjda, siguren sva še kaj pozabila povedati, ampak že tako je video ekstremno dolg. Zmeraj je s temi kamerami video pač tako dolg, da ni res. Zmeraj. Pač še pravila igre sva na začetku nekako mogla obrazložiti, a ne? Ste zastopali? Ja. Za konec najnega 50. videa nama samo še v komentarjih spodaj povejte, če vam je bil video všeč, bolj za vas, da vam je všeč, ker ste se res pomatrali za njega, sploh Davor, in kakšno je vaše mnenje o rezultatih. Lahko pa nama date še kakšen predlog, zmeraj toplo pozdravljava. Res je. Upava, da bova kaj takega lahko še ponovila, ampak ne v bližnji prihodnosti, ker bo Dado sicer umrl od editanja. Zaenkrat je pa to. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjih videih. Hvala. Čau!